Pozdravljeni. Pred nami je že vikend posvečen veliki nagradi Belgije. To je zadnja dirka na letošnjem koledarju pred poletnim premorom. In kot običajno v uvodnem prispevku si bomo tudi tokrat ogledali zanimivosti ter značilnosti, še preden se bodo aktivnosti na sami progi pričele. Tudi današnji uvodni prispevek bo kot običajno razdeljen na 3 ločene dele. V prvem si bomo ogledali znano dirko iz preteklosti, v drugem bomo našo pozornost usmerili k samim lastnostim proge v Spaju in v tretjem, zadnjem, bomo še nekaj minut posvetili vremenski napovedi. Verjetno je marsikdo izmed vas vajen, da je velika nagrada Belgije prva po poletnem premoru in ne zadnja pred poletnim premorom. A videli bomo v nadaljevanju, da ta sprememba v samem terminu pravzaprav vsaj letos kakšnih večjih sprememb ni prinesla. A poglejmo si najprej zanimivo dirko iz preteklosti. Tokrat sem izbral veliko nagrado Belgije iz leta 2014. Prve sezone nove ere turbohibridnih pogonskih sklopov. Verjamem, da se skorajda vsi vi spomnite, da takrat je imel Mercedes res veliko tehnično prednost pred vsemi ostalimi na štartnem razporedu. In to sta dokazala tudi oba voznika. Najhitrejši je bil Nico Rosberg pred Lewisom Hamiltonom. In če je bilo med njima nekaj desetink sekunde razlike, so bili prvi zasledovalci oddaljeni zaokroženo debeli 2 sekundi. In že to nam je pokazalo jasno sliko, kaj so pripravili pri tovarniški ekipi Mercedes in kaj bi lahko pričakovali od same dirke. A pri Mercedesu se je veliko nagrado poprej, dirko na Madžarskem, začel interni boj med obema voznikoma. Kar se tiče lestvice, je bil takrat Nico Rosberg pred Lewisom Hamiltonom in prav Lewis Hamilton na Madžarskem ni hotel upoštevati moštvenih ukazov. A prvi akt rivalstva med Rosbergom in Hamiltonom je prišel na dan prav na veliki nagradi Belgije, kjer smo videli prvi, ampak ne zadnji, trk med obema voznikoma. In tu bi lahko dejali, da je bil Nico Rosberg tisti, ki je začel iztiskati Lewisa Hamiltona iz proge, ampak po drugi strani, po svoji stari navadi, tudi Lewis Hamilton se je znal pravilno postaviti. Prišlo je do trka, kjer je Lewis Hamilton zaradi posledic, zaradi poškodb na bolidu moral odstopiti. Ampak tudi Nico Rosberg ni odnesel brez posledic tega dvoboja, zato se je moral ustaviti v samih boksih in zamenjati celoten prednji nosni konus. In to je pomenilo, poenostavljeno, da vsi, ki so imeli na samih kvalifikacijah več kot 2 sekundi zaostanka, so sedaj dobili priložnost. In prvi v vrsti ni bil nihče drug kot Daniel Ricciardo, ki je prevzel pobudo, prišel na vodilno mesto ter ga bojevito zadržal do samega konca in tako dosegel zmago, ki je pravzaprav nihče ni pričakoval. Rad bi vas spomnil, da v sezoni 2013 je bil svetovni prvak njegov moštveni kolega Sebastian Vettel. Ali leto zatem Vettel ni dosegel nobene zmage, ter se v naslednji sezoni preselil k Ferrariju, Daniel Ricciardo pa je kar takoj, vsaj za sezono ali 2, ratal vodilni voznik pri Red Bullu. A zopet smo dobili dokaz, da kljub temu, da ima lahko neka ekipa res gromozansko tehnično premoč, to še ne pomeni, da lahko vsako dirko tako poenostavljeno zmaga, kot da ne bi bilo nič.
A ne smemo pozabiti, tista dirka je pomenila tudi zanimivo prelomnico v tovarniški ekipi Mercedes. Namreč od takrat naprej med Lewisom Hamiltonom in Nickom Rosbergom baje, da ni bilo več moštvenih ukazov. In seveda na koncu dirke, kot sem že omenil, je zmagal Ricciardo pred Rosbergom in Bottasom, ki je prišel na tretje mesto z Williamsom. Seveda prednost Rosberga se je povečala v primerjavi z Hamiltonom, a na koncu je svetovni prvak postal slednji. Zgodba, ki je verjetno marsikomu izmed nas znana, ampak menim, da je bilo potrebno malce osvežiti spomin na vse tisto, kar se je zgodilo pred slabim desetletjem. A poglejmo si same lastnosti proge v Spaju, ki so čisto nekaj drugega, od tistega, kar smo videli še pred tednom dni na veliki nagradi Madžarske. Kot vidimo na znani grafiki Pirellija, so tu zbrali za stopnjo trše pnevmatike, torej C4, C3 in C2. Treba je opozoriti, da bomo tokrat na veliki nagradi Belgije spremljali sprint, torej dodelitev je tista klasična, s 13 seti pnevmatik, ampak videli bomo v resnici le en prosti trening. A če si pogledamo malce lastnosti proge, bomo videli, da tiste glavne kategorije imajo izjemno visoke vrednosti, razen ene. Kar se tiče pospeševanja, zaviranja in same abrazivnosti asfalta, vidimo, da je vrednost 4. Kar se tiče samega stresa pnevmatik in bočnih sil, so šli še stopnjo višje, na tisto maksimalno, 5. Seveda, sam oprijem asfalta in evolucija asfaltne površine je tam v povprečju, ker tu v Belgiji se dogajajo razne dirke skozi celotno leto, ampak rad bi vas tu spomnil, da vremenska napoved je daleč od idealne. Edina vrednost, ki je pod povprečjem, je tisti aerodinamični oprijem, ki ima tu logično vrednost samo 2. Ne moremo si predstavljati, da bi kdo, naprimer na ravnini Kemel, imel visok kot pomožnih aerodinamičnih profilov, ki bi ustvarili kar visok zračni upor in tako znižali končno hitrost. A tu, preden gremo naprej, se moramo ustaviti kot običajno še pri vrednosti previsnega kota in seveda tistega minimalnega tlaka, ki je predpisan strani Pirellija. Kot vidimo, sam tlak je višji kot običajno. 25 funtov na kvadratni palec na prednjem paru koles in 23 funtov na kvadratni palec na zadnjem paru koles. Seveda, razlika med prednjo in zadnjo osjo je nekje standardna, tista 2 funta na kvadratni palec, ampak vrednost v absolutnem smislu je visoka. Za razliko od tistega, kar smo videli na Madžarskem, se je tu znižal previsni kot, tako spredaj kot zadaj. Spredaj je ta 2,75 stopinje, zadaj pa 1,5 stopinje. A tu bi rad vašo pozornost usmeril tudi na tisto grafiko, ki nam malce bolj pisano prikazuje, kakšne sile delujejo na same pnevmatike. In zopet treba je biti pozoren na prikaz, kajti na eni strani vidimo prečne sile, ki delujejo na prednjo in zadnjo pnevmatiko, na drugi strani pa vzdolžno. A v vsakem primeru vidimo, da na zadnjem paru bo malce višja sila, ki bo delovala, ampak v bistvu kakšne razlike med prednjim in zadnjim parom v bistvu ni. V vsakem primeru bodo pnevmatike na veliki preizkušnji. In tu bi rad dodal še nek prikaz. Namreč simulacijo, kako se bodo obnašale pnevmatike skozi celotni krog, kjer si lahko predstavljamo že tudi tolikokrat omenjeni temperaturni cikel, in lahko pridemo do zaključka, da res vse 4 pnevmatike bodo skozi celotni krog podobno obremenjene,
Zato tudi ne smemo pričakovati, da bi samo na eni se začeli pojavljati kakšni nezaželeni pojavi, ampak v istem času kar na vseh 4 skupaj. A seveda gre samo za teoretične prikaze, kjer pa menim, da mi navdušenci bomo morali biti presneto pozorni na vse tisto, kar bodo vozniki pokazali tako na edinem prostem treningu, kot tudi na dvojnih kvalifikacijah ter sprintu. Seveda, vse to nam bo pomagalo razumeti, kaj lahko pričakujemo na nedeljski glavni dirki za veliko nagrado, a o tem bomo govorili v nadaljnjih prispevkih. Seveda, nahajamo se v Belgiji, kjer je vreme, ukolikor bi bilo cel vikend sončno, atipično, in tudi tokrat bo tako, v četrtek se pričakuje močne nalive. Čeprav tudi v petek in soboto bo deževno. Temperature v petek bodo med 15 in 19 stopinjami, v soboto mogoče bodo se te dvignile samo do 18 stopinj Celzija. A tako v petek kot v soboto je zelo visoka verjetnost samih padavin, 95% v petek in 80% v soboto. In to nam že kaže, da pravzaprav vsaj kar se tiče sprinta, bo dogajanje pestro. A ne smemo pozabiti, da glavno dejanje letošnje velike nagrade Belgije bo v nedeljo. In tu bi rad najprej poudaril, da bo temperatura nižja, vsaj tako pravijo vremenoslovci, med 12 in 15 stopinj Celzija, ter obstaja 75% verjetnost dežja. A tu moramo pogledati še nekaj, kar je po mojem osebnem mnenju bistveno. Lahko bi dejali, da celoten vikend v Belgiji bo deževen in zgodbo zaključili to. A treba je pogledati tudi količino padavin. Seveda omenil sem v četrtek močni nalivi. V petek in v soboto bo količina padavin recimo temu zmerna. In tudi če je v nedeljo izjemno visoka možnost kakšnih ploh, bodo te lahko nekje spustile 2 do 3 mm na kvadratni meter, kar se tiče samega dežja. Torej, tudi če bo deževalo, količina vode ne bo pretirano velika. Zato bi lahko dejali, da je še največja verjetnost okrog suhe dirke v samo nedeljo, ko bo velika nagrada Belgije. A kot običajno gre za skupek vseh vremenskih napovedi, ki sem jih imel možnost preučiti in seveda v letih spoznati njihovo verodostojnost. A kot smo razumeli, prišli smo tudi do konca tega uvodnega prispevka, kar se tiče velike nagrade Belgije. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.